manifestacijsko gledano, nobene skrbi ne pridejo prav. To pomeni, da ko mi neko stvar naredimo, jo začnemo urejati, jo začnemo logistično opremljati in tako dalje, je manifestacijsko vedno najbolj pomembna samo ena stvar. Da sem maksimalno naredila na postavljanju energij tega, kar si želim, z meditacijami, namerami in tako dalje. Da sem maksimalno naredila na zemeljski ravni, to pomeni, kaj lahko jaz s svojim delom tukaj naredim, doprinesem do tiste zadnje točke, ko rečem, da pa res fizično ne morem niti koraka dlje več stopiti in takrat rečeš, ni več odvisno od mene. To je druga točka. Tretja točka je, da sem ker nismo sami na tem planetu in nič ne ustvarjamo v resnicami. Tretja točka je, kar je lahko zelo velik manifestacijski faktor, pa se ljudje ne zavedajo, ker ti lahko prva točka postaviš ustrezne energije, pa potem lahko si maksimalno pridem, pa neke energije narediš z delom, svojim doprinosom, ne? Pa vendarle tretja točka, ki jo velikokrat ljudje spustijo je, ki jo moraš pri sebi oceniti, je ta, ali sem prvi dve energiji, torej prvo in drugo točko, skomunicirala z vpletenimi in okolico na točno tak način, kot je bilo energijsko postavljeno. Ali sem vsem akterjem vpletenim v tako manifestacijo iskreno, če hočeš res iskren manifestacijski rezultat, ali sem iskreno povedala svoje mnenje, kaj si želim, kaj pričakujem, kje potrebujem pomoč, ali pa navsezadnje, če mi kaj ne odgovarja. Velikokrat ljudje postavijo energije, naredijo namero, meditirajo, naredijo, kar oni lahko zemeljsko naredijo, ampak drugim ljudem, ki so vpleteni, ne upajo povedati svojega mnenja, včasih jim celo postaviti neke meje in tako dalje. In če tretja točka ni ustrezna in skomunicirala do brutal iskrenosti, potem to, glede na to, kako tečejo odnosi in koliko pomembno frekvenco ustvarjajo na planetu Zemlja, potem se tebi zna manifestacija v prvih dveh točkah zrušiti, zaradi tega, ker ta tretja je absolutno tako, kakor da bi piramidi ena konica manjkala. Ne gre, a ne? Tako da ta tretja točka, ki jo moram preveriti pri sebi, je, ali je bilo to skomunicirano. Ko je to, če imaš vse postavljen energijski temelj, zemeljski temelj in skomunicirano to z okolico, v tistem trenutku vse tri vzdržuješ točke s ponavljanjem in vztrajnostjo. Tukaj potem recimo skrbi, imeti skrbi, se vmešavati noter, je v bistvu vmešavanje v postavljeno piramido strukturo, ker enkrat to postavljeno nima smisla, ko že to enkrat stoji, da bi noter prihajal z nečem novim, kar so recimo skrbi. Ker skrbi za eno tako postavljeno strukturo, a veš, postavljajo enega izmed treh pod vprašanje. A je ta energija sploh prava? A je to sploh prav, da jaz v življenju delam? Kako bojo drugi to ljudje sprejeli? Ampak če je to postavljeno in ti prideš z neko, kada probaš narediti kvadrat iz piramide, ampak, a veš, ne bo, piramida je, stoji, ne moreš iz nje narediti zdaj kvadrata, a razumeš? In če prihajaš za skrbmi noter, postane to vsiljivec, manifestacijski vsiljivec. In to je velik problem pri skrbeh, a ne? Ko jaz svetujem vedno ljudem, ko postavijo enkrat, torej te tri točke imajo to svojo piramido in da pride na vrh nje in da bojo imeli lep nekak razgled, predlagam, da to strukturo vzdržujejo. Da vzdržujejo, verjamem, da je normalno in da je človeško, da te neke stvari skrbijo, vendar le takrat veliko boljš dela to, da potrjuješ prva, druga, tretja točka, potrjuješ prva, druga, tretja točka, prva, druga, tretja.
Ker pa je to težko za možgane, ki začnejo noreti. To je problema, ne? Možgani začnejo noreti in takrat v bistvu ključni faktor za to, da ti ne odnese te piramide, da ti ne pade ta struktura, je takrat vedno meditacija, ker potrdi energijo. Meditacija itak, razumeš, za energije, ne? Vrh vsega, meditacija, takrat, ko vidiš, da te napadajo skrbi, a veš, da jih greš noter odigravati in jih probati noter dati v te 3 točke, vse dobre stvari so 3, definitivno ni priporočilo, kar pomeni meditacija. Meditacija zelo dobro potrjuje energije in te energije avtomatsko potegnejo za sabo drugo točko, navsezadnje potem tudi 3. točko, a ne. Budisti so bili tisti, ki so ogromen nas učili o tem, kaj si naredi človeški s skrbmi. Budisti imajo tudi neko tako posebno budistično metodo za razreševanje skrbi, zaradi tega, da tega ne delaš. Ko vse tiste, ki bi vas to zanimalo, kako se to dela, ker to je cela ena stopnja, vam predlagam tečaj meditacije, ki prihaja kmalu. Tečaj meditacija to uči. Tečaj meditacije točno to uči, tudi taka razlaga se začne z neko piramido, te to uči. Da greš ven iz življenja skrbi, ki potem tudi vpliva na tvoje telo, odnose in tako dalje. Tako da tečaj meditacije je tukaj ključen. Mi kot družba, kot cela globalna družba, smo absolutno zelo zaskrbljena družba. In tudi jaz mislim, da rabimo več učiteljev meditacije, zato da bojo s takimi ljudmi delali. Ljudje 300 let nazaj so imeli veliko manj skrbi, kakor jih imamo danes. Danes je svet manj varen. Razumeš, več stvari se ti lahko zgodi in že neke naravne kolektivne skrbi so prisotne, ki jih 500 let nazaj ni bilo. A ne? So imeli pa verjetno kaj drugega, ampak v takem primeru je zelo dobro iti recimo čez nek tečaj meditacije, ki te takih stvari nauči, kaj delati s takim umom, ker ne moreš se spravljati na njega, pa se dreti na njega po onem megafonu, daj tih bo, ker bo samo še tak take skrbi bojo samo še bolj glasne, kar pomeni, da je treba to narediti z nežnostjo, pa to naravno tišino in zaupanje, energijski pretok, razumeš, prinesti na tak lep nežen način, zato absolutno meditacija. Tako poglej si na potovanjeduše.si.